Nasilje nad ženskami je ena najbolj razširjenih, a hkrati najbolj skritih oblik kršitev človekovih pravic. Po ocenah je v Evropi vsak dan vsaka 5. ženska žrtev nasilja. Gre predvsem za zelo občutljivo temo, pri kateri je neodgovorno premetavanje številk žaljivo predvsem za žrtve. Večer je namreč Požarjevo statistiko posiljenih žensk vzel pod drobnogled in najprej zadevo preveril pri policiji. V letu 2017 so zabeležili 42 posilstev in poskusov posilstev, leta 2016 33, leta 2015 42, leta 2014 44 in leta 2013 53. Število posilstev s poskusi, ki jih je policija obravnavala, se v zadnjih 5 letih giblje okoli števila 45. V preteklosti je bilo to število višje, tudi preko 80, vendar se je z leti ustalilo na tej številki. Pri tem je potrebno poudariti, da je policija k svoji statistiki dodala tudi opombo, da je neprijavljenih posilstev še vedno veliko. In prav zaradi slednjega dejstva ni korektno na kakršenkoli način zmanjševati težo problema. Sicer je v članku nekako upoštevana tudi kvota neprijavljenih posilstev, kar je na koncu večer orisal številkami, da je v zadnjih 27 letih bilo v Sloveniji posiljenih 27.000 žensk. Torej 1000 na leto. Verjetno dovolj alarmantna številka, pri kateri ne gre polemizirati, ali to dejansko sovpada z navedbami Amnesty International Slovenija, ki na svoji spletni strani postreže s podatkom, da nevladne organizacije v Sloveniji ocenjujejo, da je nasilje prisotno v vsaki 5. družini v Sloveniji, da je posiljena vsaka 7. ženska in da le 5% vseh žensk z izkušnjo nasilja išče kakršnokoli pomoč. Ne čudi torej, da je pri tem Požar spomnil, da je pomembno tudi lastništvo v medijih, kar marsikateri razkrivajo tudi drugi namen, in pri tem opozoril na lastnika Večera Todorovića in Hakla, ki imata prav gotovo svoj motiv in opazko, da je on, bulvarski novinar, vrnil Večeru, da so tovarniški časopis. Saj vsi vemo, da Večer velja za tovarniško glasilo družine Stanka Polaniča, GP Pomgrad. Večer, denimo, se nikoli ne loteva tistih županov ali občin na Štajerskem in Prekmurju, kjer gradi Pomgrad. Napada pa tiste župane in občine, kjer Pomgrad nič ne gradi. In magne Štajer, zato so tovrstne polemike pod mojim nivojem povsem odveč. Verjetno nas zaradi dvojne vloge tako lastniških interesov v medijih kot v primeru Požara, torej medija in politika, takšnih konfliktov do volitev čaka še veliko.